Lep nebeški pozdrav vsem skupaj ponovno z našega duhovnega ateljeja. Moje ime je Kristi Žmahar, mislim, da me sedaj že poznate. In danes sem se odločila, da ponovno malce odgovarjam na vaše vprašanje. Na vsake toliko dobimo kakšno zanimivo vprašanje in potem posnamemo tako zanimivo video vsebino. Danes bomo pa tako video vsebino malce nadgradili še za eno tako zelo zabavno zadevo, ampak hkrati tudi energijsko močno, ki vam lahko pomaga pri gradnji poti za vaš uspeh. Mislim, da vas to vsekakor bo zanimalo. In sicer zadnji čas ljudje sprašujejo, da ogromno čutijo znotraj sebe, da si želijo morda spoznavati bolj starodavno znanja, bolje natanko rečeno, torej pomeni bela magija. In vsi ljudje, ki so videli seveda na naši spletni strani potovanjeduše.si, da obstaja tudi seveda tečaj bele magije, veliko ljudi ta tečaj pritegne, ne? Ampak hkrati, ko jih pritegne, se pojavi vprašanje, joj Kristi, ali je to varno, kaj sploh je tečaj bele magije, kaj je to magija, potem pridejo nekakšni dvomi, Kristi, niso to neke nevarne stvari, s katerimi se ne smemo igrati. In morda je prišel čas, da jaz kot nekdo, ki sem beli mag in sem na to ponosna, mogoče tudi zelo iskreno razložim, kaj sploh je bela magija, kaj je magija in predvsem zakaj se ljudje tako zelo bojijo. Magija je energija, je duhovna, je vesoljna energija, prav tako kot angeli, ki jih recimo že poznate, ki pa se nekako združuje z zemeljsko vibracijo. Kaj pomeni to, da se združuje z zemeljsko vibracijo? Uporablja se duhovne energije, katere magi združujemo z zemeljskimi orodji, zaradi tega, da povečamo svoj namen. Zaradi tega, ker mi smo fizična bitja in zelo radi, če se strinjate, primemo nekaj v roke, če mi združimo duhovne energije, naše namene z nekimi fizičnimi orodji, potem dostikrat stvar postane še malce močnejša, ravno zaradi tega dejstva, da smo fizična bitja in te predmeti in ta orodja komunicirajo z nami nazaj iz tega namena, ki smo jih ustvarili. To je mogoče ena najhitrejša in najboljša definicija magije. In recimo, zakaj se ljudje bojijo, je pa recimo naslednje vprašanje, katerega bi resnično želela odgovor. Zakaj se ljudje bojijo magije? Ljudje se ne bojijo magije, ker če bi se ljudje bali magije, bi se bali sami sebe, zato ker mi smo energijska bitja in se nimamo sami sebe kaj za bati. No ja, kakšni pa tudi, ne včasih sami sebe. Ampak ljudje se ponavadi bojijo v resnici črne magije. Črna magija je energija, je temna energija in je negativna energija, iz katere namena so bila ustvarjena določena orodja, katera se potem naperijo proti določenim posameznikom. Po domače povedano, nekdo, ki recimo nima razčiščenih, bomo kar iskreni, nima razčiščenih pojmov v glavi, se loti slabega namena za to, da škoduje vam ali pa komorkoli drugemu. In potem je to črna magija. Torej vzame neko energijo, ustvari neko orodje in naperi proti nekemu posamezniku. Ampak to nima veze s pravo magijo, kajti črna magija se je rodila v zelo kasnejših obdobjih nekega človeštva, medtem ko sama originalna magija je bila, danes si rečemo bela magija, ampak takrat ni bilo nobenih oznak, ni bilo nobenih barv, je bila samo magija in je bila energija, ki je združevala nebo in zemljo z nekim namenom. In seveda je bela magija potem tista, ki združuje dober namen. Vsi, ki smo beli magi, vzamemo neko energijo, ustvarimo določena orodja, katera bomo sedaj tudi vam pokazala, z nekim dobrim namenom. Bela magija je energija, ki nikoli ne uporablja nič, kar je zunaj nje. To pomeni, beli magi ne uporabljamo v roke in iniciacije, kamor nismo povabljeni. Nikoli ne napadamo, nikoli nismo škodoželjni, nikoli ne povzročamo nobene škode. Bela magija in naša magija je tista, ki je pozitivna čarovnija za naše vsakodnevno življenje.
In to je treba zelo dobro ločiti. To pomeni, jaz, ko delam obred in enega izmed njih bom pokazala tudi vam, da boste videli, kako lepa stvar, kako luštna stvar je to in kako nikomur ne škoduje. Torej, naš namen je, da nikomur ne škodujemo in da nikogar ne vklopimo v svoje iniciacije razen sebe. Upam, da ste se glede tega sedaj, kaj je magija, pomirili. Danes bi vam rada za vse tiste, ki ste razmišljali, da bi znotraj sebe zbudili ta starodavna znanja, bi vam rada nekaj pokazala. En tak lepi, beli, pozitivni urok, pozitivna čarovnija, zato da boste videli, kako preprosta stvar je to, kako zelo pozitivna stvar je to, mogoče naredili to zase in potem boste ugotovili, kaj želite s tem znanjem in s to energijo, ki jo boste prebudili, delati tudi naprej. Recimo, da so mi angeli prišepnili, da si v tem življenju ogromno izmed vas želi uspeha. Torej, jesen je pred vrati, neke nove poslovne priložnosti se bodo pokazale, neke nove energije in vi definitivno si želite nekega novega uspeha. Z vsako jesenjo je tako, kaj ne? In zakaj ne bi danes to uporabili? Rada bi vam pokazala neko kratko iniciacijo, nek kratek urok, ki deluje na področje uspeha, vašega uspeha torej. Torej, to je pozitivna stvar, ne? In sicer, kaj boste potrebovali je, uspeh in tudi denar gresta velikokrat z roko v roki. In simbol pač denarja in uspeha je potem zelena barva. Vzamete 3 čajne svečke, ki so zelene barve, kajti to zelo pritegne uspeh, pritegne tudi finance in vse materialno obilje, ne? Vzamete en list papirja, ki je prazen, jaz sem ga prej že spisala, zato da bomo pripravili ta video. In vzamete nekaj, kar predstavlja simboliko vašega uspeha. To bi bil lahko bankovec, torej lahko vzamete katerikoli bankovec za katerikoli znesek. Jaz pa osebno sem zbrala logotip našega duhovnega ateljeja. Vi lahko izberete logotip vašega podjetja, lahko bi pa na listek tudi samo napisali, recimo, če si želite nov projekt, pa veste, kako mu bo ime, samo ime tega novega projekta. Se ni treba si glih za to izdelati logotip. Kakorkoli želite. Kot sem rekla, lahko pa vzamete tudi bankovec. In kaj se naredi? Jaz bom sicer tole sedaj povedala počasi, ampak vi glede na to, da je to video, si lahko potem ta video lepo ustavite in potem si tudi v miru prepišete. Na bel papir se napiše urok, okay? Napiše se pozitivna čarovnija oziroma iniciacija. In ta urok oziroma iniciacija, obred gre takole. Kar ovije se v zeleno, uspešno vse je narejeno. Prinaša vse, kar si želim, na najboljši možni zdaj način. Nekaj morate vedeti. Dokler nisem tega prebrala oziroma napisala, je bil to samo bel list papirja. Takoj, ko sem napisala to, kar ste zaslišali, torej, kar ovije se v zeleno, uspešno vse je narejeno, prinaša vse, kar si želim, na najboljši možni zdaj način, se je ta list papirja obdal s to energijo. To je njegov namen, zato imamo tudi seveda pogodbe in podobno. Takoj dobi energijo nekega zapisa. To je magija, to je v tem primeru urok, ne? To pomeni, sedaj sem jaz svoj pozitivni namen zapisala na ta list papirja. Že to je magija sama po sebi. Kaj naredim naprej, glede na to, da beli magi se radi igramo z obredi in iniciacijami, list papirja, kjer je urok, položim na mizo in vzamem torej logotip našega duhovnega ateljeja. Vi boste vzeli tisto, kar boste vi želeli. Položim na sredino tega lista in prižgem 3 zelene svečke. Zakaj 3? Ne vem, če ste najbolj slišali, včasih je malce klišejsko, pa vendarle drži, da so vse dobre stvari 3, a ne? In glede na to, da je bela magija zelo pozitivna, zelo rada sledi temu pravilu, da so vse dobre stvari 3, zato radi pač vse uporabljamo pač v številki 3. Torej, vzela sem 3 svečke in list papirja bom v obliki piramide, ki je zelo močen zapis, bomo kar takole dali, iz bele magije, bom obdala list papirja. Okay? Zdaj jaz bom naredila krajšo verzijo, vi lahko doma naredite daljšo verzijo. Torej, jaz imam svoj logotip. In naredim priprošnjo, komorkoli želite, svojim vodnikom, lahko angelom, tudi oni delajo z magijo, lahko pa s kakšnimi čarodeji, kot so Merlin in podobno. Tisto, kar jaz čutim, vi boste naredili po svoje, ne?
se malce skoncentriram in v bistvu se skoncentriram na to, kaj je moja definicija uspeha. Naredim vizualizacijo uspeha za naš duhovni atelje Potovanje duše. Jaz sem se naredila krajša varianta, da ne boste za mene to gledali. In potem 3-krat na glas, kar je zelo močna iniciacija, 3-krat, vse dobre stvari so 3, preberem na glas ta urok, ki smo ga zapisali. Jaz sem vam ta urok sedaj že povedala, ga ne bom ponavljala, ampak v tem primeru, na tej točki bi jaz ta urok 3-krat na glas prebrala in potem, kolikor dolgo čutim, bi potem si še vizualizirala, da se ta list, logotip in vse 3 svečke napojijo z energijo uspeha. Ko to zaključim, ko začutim, da je energija stekla, potem ta logotip ovijem v ta papir, samo ovijem in ta papir z vključenim logotipom pospravim nekam. Ne dati ravno med knjige in kakšno šaro, imejte pač mogoče na kakšnem oltarčku, blizu kakšne rožice. In te 3 svečke bodo tudi zapisane z mojim namenom. Jaz kar lahko naredim je, recimo vsak mesec, ko je polna luna, prižgem te 3 svečke in ne potrebujem dodatne iniciacije, lahko samo položim roko, katerokoli roko na papir in malce obnovim željo po mojem uspehu oziroma po uspehu našega duhovnega ateljeja Potovanje duše. To je vsa umetnost. Svečke lahko potem ugasnem in pri naslednji polni luni jih ponovno prižgem. To so zelo lepe iniciacije, ki bodo ves čas zadaj komunicirale z vami in v tem primeru vam prinašale uspeh. Upam, da sem vam s tem obredom prinesla nekaj novih možnosti za vse tiste, ki boste definitivno odprti in pripravljeni to poskusiti in predvsem, da sem vam malce umaknila te strahove glede tega, kaj je magija, da se ne boste bali tega. Predvsem nekaj bi vam še rada položila na srce. Nihče vam ne more škodovati, če vi v to ne pristanete. Sedaj veste, kaj je magija in veste, da je vaš namen tisti, ki šteje. Če boste verjeli v dobro, če boste verjeli, da vam nihče ne more škodovati zaradi tega, ker ste dober človek, bo to vaša pozitivna čarovnija. Za vse tiste, ki ste začutili, da bi radi take in podobne obrede na kopicenih delali z nami, se pridružite meni v moji družbi. 30. septembra pričenjam z novim tečajem bele magije in take pozitivne čarovnije. Izdelujemo zvezde obilja, delamo zaščitne sklede, delamo uroke za denar, uspehe in podobno. In to je zadnja skupina, ki bo v roku 1 leta, tako so se nam nekako datumi postavili, zato vas vabim v našo družbo. Več na koncu tega videa ali na www.potovanjeduse.si in veliko pozitivne čarovnije vam želim. Adijo!